Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos. Z menoj v studiu pa danes trije zanimivi gostje. Gospod Matej Rigelnik, poslovnež in vlagatelj, sicer zelo aktiven tudi na družbenem omrežju X. Gospa Ana Pleško, direktorica Simbioze, to je vseslovenske pobude za medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje, ter gospod Jan Macarol, vplivnež, novinar in urednik. Pozdravljeni, hvala, da ste se odzvali mojemu vabilu. Pogovarjali se bomo v bistvu v dneh, ko še nekaj časa, mislim, da še nekaj dni je do predčasnega glasovanja za tokratne državnozborske volitve, kako in kam gremo v teh dneh. Pa bi začela morda najprej z vprašanjem, javnost razburjajo skrivoma posneti pogovori predstavnikov Gibanja Svobode. V stranki pravijo, da gre za ponarejene posnetke, da ne držijo, da gre za zadeve, ki so narejene z umetno inteligenco. Verjameta vi, gospod Rigelnik, gospod Macarol, verjameta, da gre za zadeve, ki ne držijo? Komunikacijsko, če gledamo, je to bila prva žoga, mislim, da ta pozicija zdaj vedno tako reagirala, pa pol korigirala. Mi smo kar precej to preposlušali, ne? In jaz sem precej z umetno inteligenco ukvarjam tudi s sintezo govora, ker me pač to zanima, rad bi sebe po pravici povedal razbremenil za kak voiceover in smo zelo probavali te tehnologije in tako naravnega načina govorjenja, kakor je prikazan tukaj z umetno inteligenco, ta hip težko narediš. Če vam povem, da rabite za vzorc, rabite studijski govor, približno 1,5 do 2 dolg, lepo posnet, pa še takrat dobite zelo popačene besede ali pa slengovsko, pač ne znajo izgovarjati dobre stvari, a ne. Poleg tega je pa tudi zadeva posneta na tak način, da so, mislim, da tudi neki strokovnjaki zdaj forenzično pregledali te posnetke in ugotovili, da so resnični, a ne. Jaz mislim, da se bo zdaj v roku 2-3 dneh tudi to izkristaliziralo, mogoče se z kakih drugih verov, a ne, tudi mainstream mediji bodo do tega prišli, in da se bodo te posnetke po mojem stopnjevali, da smo mi zadobili samo neke drobtince. Gospod Rigelnik, kako razumete vi te izgovore? Lahko bi razumeli tudi na ta način, da želijo v bistvu mainstream medije prepričati, da gre za ponaredke, da se ne bi z njimi ukvarjali dejansko, pa te posnetke kažejo v bistvu, kaj se je dogajalo v zakulisju Gibanja Svoboda in morda tudi kakšne frakcijske boje, ker se ugiba, kdo je sploh naročil te posnetke, da se je snemalo recimo generalno sekretarko. Ja, priča smo fenomenu, kjer tako imenovana hibridizacija volilne kampanje, v kateri mainstream mediji vse bolj zgubljajo. Jasno je, da v volitvah leta 2026 niso več odločilni pri kreiranju javnega mnenja, gre seveda za močen boj za prihodnost komunikacijskih kanalov, ki so bili v preteklosti tako ali drugače pod kontrolo političnih kast. Vemo, da je slovenski medijski prostor v nekem mednarodnem kontekstu zelo specifičen, da je v svojem bistvu bolj levo naravnan. In ti posnetki in vse, kar se dogaja na socialnih medijih, jasno kaže, da gre za neko prelomno točko, ali bodo mainstream mediji še pomembno vplivali na izid volitev ali ne. In kot kaže, je ta vojna za mainstream medije izgubljena in vsi ti spletni vplivneži in vse, kar se dogaja na spletu, tudi preko objave teh posnetkov, jasno kažejo, da volilci ne zaupajo več mainstream medijem in da se vedno bolj zatekajo v socialna omrežja in seveda vse, kar se objavlja tam. Gospod Macarol, se strinjate s tem? Absolutno. Jaz mislim, da so to prve volitve, ki se bo ta šum, ki se bo dogajal v naslednjih dnevih, zelo odločilno vplival na to, kakšen bo izid teh volitev. Ja, zaradi mogoče nekakovosti ali pa nestabilnosti teh slovenske medijske scene, pa te neiskrenosti, ki jo tudi doživljamo, in predvsem tudi mogoče zato, ker nekaj nacionalnega medija nimamo, ki je uravnotežen, se to zaupanje krha že nekaj časa. Ne? Saj tudi vemo sami, ki smo v tej industriji, kako so se ta uredništva kršila v zadnjem desetletju, in to je zdaj posledica pač tega. Ne gre samo za kršenje uredništva, gre verjetno tudi za
povezave s centri moči, raznimi mrežami. Pa tudi o manjko denarja, oglaševalskih sredstev. Treba vedeti, da v zadnjih 5 letih so iz Slovenije šlo precej blagovnih znamk, ki so imele sedeže tukaj, oziroma so se oddelki marketinga odselili in s tem se izgublja ta četrta veja oblasti. Priznajmo si, pač denar je četrta veja oblasti, delo neodvisno. Torej, tuj kapital, ne bomo reči Coca-Cola, Samsung in podobne. Te so manj prisotne. Slovenija nima v medijskem prostoru tujega kapitala, ampak če se lahko samo na eno stvar navežem, kar si omenil glede izida. Jaz mislim, da glede izida volitev 22. marca ni dvoma. Slovenska desnica bo te volitev dobila močno. Jaz sem skoraj zagotovo prepričan, da lahko celo z dvotretjinsko večino, če štejemo Logarja v to koalicijo. Tako da mislim, da glede izida volitev 22. marca dvoma več ni. Slovenska levica je te volitve izgubila in to se bo pokazalo čez manj kot 2 tedna. Se pravi, ne bojo na to vplivali te posnetke, ampak so že prej svojim delom. Jaz mislim, da je jasno in to, kar se dogaja na družbenih omrežjih, in vse te objave informacij in vse ta diskurs in nezadovoljstvo ljudi z ukrepi obstoječe vlade, jaz mislim, da dvoma v to, da bo desnica zmagala, te volitve ni. Sam ne smemo pa še eno refleksijo imeti, da se je zelo podobno zgodilo pri prejšnjih volitvah. Pri prejšnjih volitvah se je zgodila mreža in podcasterji tako veliko vlogo, da bi igrali. Video Marko Petrča je imel 1 200 000 ogledov na YouTube, torej s gospodom Golobom. Zlatko je zelo podobna zgodba, s tem, da je bil naboj drugačen, tako da to se nam niti ne ponavlja. Tokrat se nam ni ponovil v obliki kolesarjev, ampak se nam je bolj v obliki interneta, tega klasičnih vplivnežev. Čeprav tudi takrat so bili te vplivneži, medijske osebnosti, ki so v bistvu gradile ta odpor proti prejšnji vladi. Tako da kaj prav zelo nova situacija meni ni, razen to, da se zna še kaj več zgoditi v tej kampanji, kot se je v prejšnji. Gospod Pleško, povejte, kaj ste povedali. Ja, je pa res, kaj je novega, da je čedalje več ljudi na internetu, na družbenih omrežjih, tudi starejše populacije. To pa je razlika, ker je v bistvu korona prinesla ravno to, da v bistvu so se tudi starejši aktivirali in v bistvu čedalje več, tudi podatki kažejo na to, je uporabnikov interneta. Ampak tukaj ne smemo pozabiti na to, da so uporabniki interneta pa ne nujno digitalno pismeni. Torej presojanje tudi nekih informacij, lažnih informacij, tudi s pojavom umetne inteligence, to pa je novost in to pa lahko vpliva. Se ukvarjate s tem v simbiozi? Dejstvo je, prebrala sem, da je 71% uporabnikov spleta, starejši, da že uporabljajo, 71% starejših, da že uporablja splet. Facebook ima v Sloveniji 1,3 milijona uporabnikov, približno 55% je starejših od 55 let. Na Instagramu jih je manj, samo 10%. A vi opažate, ko se pogovarjate z njim, učite jih varne uporabe spleta, družbenih omrežij, opažate, da so oni tudi odjemalci političnih vsebin, starejši, ali še vedno prisegajo recimo na klasične medije, spravi tiskane časopise, televizija? Suma sumarom so še vedno oni bolj zaupajo tradicionalnim medijem. Je pa res, da s pojavom teh vsebin, ki se jim pojavljajo na družbenih omrežjih, na novicah in nekako v nekem internetnem mehurčku, v katerem so, je potem povečanje vpliva večje, torej so dlje časa na nekih takih omrežjih, kot pa na nekih tradicionalnih medijih. In tu se spreminja. Mi jih pa seveda učimo, skušamo naučiti, da kritično presojajo, če dalje bolj poleg digitalne pismenosti je pomembna tudi medijska in kritična pismenost in jih učimo presojati verodostojne informacije, prave informacije, katere so fake news, kako prepoznajo. Hkrati pa v bistvu tudi jih probamo zavestiti glede kibernetskih napadov oziroma napadov, ki se lahko pač zgodijo. Hkrati pa predvsem, da prepoznajo novice, ki niso resnične, ker pač ravno s tem pojavom umetne inteligence, s tem dostopom, da oni so na družbenih omrežjih, so bolj ranljiva skupina, je pač lahko to tudi velika posledica potem nekakšnega vpliva. Ker starejši so pomembni, podatki iz leta 2022, iz volitev 2022 kažejo, da je v bistvu med mladimi bil delež tisti, ki so odšli na volitve, le 13%, se pravi med mladimi od 18 do 30 let, medtem kot pri starejših je ta delež 36% in starejši jih je večji delež v družbi. Se pravi,
da so relevantni odjemalci družbenih vsebin. Zdaj samo vprašanje, katere stranke znajo v bistvu najbolje uporabljati splet, gospod Macarol, in družbena omrežja. Za koga bi rekli? Ja, ne vem, če bi rekel si iz stališča nekoga, ki se je z vplivneži v bistvu ukvarjal v zadnjih 10 letih, kar precej tudi imel agencijo, bi rekel, da noben prav dober, ker niso konsistentni. A ne? Torej, zdaj v zadnjem obdobju so skošali vsi iz klobuka in nam prodajajo neko svojo modrost, kako bojo rešili stvari. A ne? Vidimo pa, da bojo uspešni tisti, ki so to zgodbo dolgo gradili. Ne? Zoran Stevanović je že tak, on ni bil dočeri prisoten, on je prisoten eno daljše obdobje. Tako da taki imajo tudi svojo bazo v zadnji teh digitalnih sledilcev na družbenih omrežjih in lažje zdaj ta vlak vlečejo. Tako da v bistvu na nek način politik postaja tudi vplivnež, svojim zgledom, svojim delovanjem in bi mogel biti praktično skozi prisoten, ker to zdaj ta omrežja omogočajo. Tudi se mogoče vidi, kje iz tujine, da so ta resni politiki potem skozi na žogi. Presenetilo me je en podatek, ki sem ga prebrala ali slišala v enem od vaših nastopov. Dejali ste, da uporabniki 7-krat bolj zaupajo vplivnežem kot klasičnim medijem, kar me je v bistvu kot novinarko prizadelo pravzaprav. To je veljalo za nakupne odločitve, kadar sta isto vsebino komunicirala klasične medije pa influencer, je imel influencer 7-krat večji učinek. Lahko pa čisto plastičen primer, če bi vam zaprli nek račun na Instagramu, pa bi rekli na Facebooku, kjer imate malo sledilcev, samo 30,000, v primeru Aleksandra Repiča, pejte na X, bi jih vaša najbrž medijska blagovna znamka mogoče prepričala 500. Repič je dobil v enem dnevu 15,000 sledilcev na X-u. Tako da to je ta vpliv. Razlika med medijem pa med vplivnežem, da je on osebna persona, jo pač ljudje dojemajo kot fizično osebo, tukaj gre pa za organizacijo, ki nima obraza ali pa ima manj obraza, kot ga je imela v preteklosti. Veste, v preteklosti smo imeli velike urednike, kot je bil Mitja Maršol, ki ga je cela Slovenija poznala. Zdaj mi teh urednikov, velikih urednikov nimamo toliko veliko. In ta neodvisna oseba, ki podaja neko mnenje, to mnenje pač ima drugačno težo, kot mnenje neke organizacije. To se pa spreminja zaradi družbenih omrežij, ker smo pač vsi lahko mediji. No, jaz sem očitno starejša, že bolj kandidat za vaše digitalno opismenjevanje, ker je za gospoda Aleksandra Repiča nisem še slišala. Vi, gospod Rigelnik, ga poznate, očitno, ker ste rekli, da ga ne gre podcenjevati. Je pa v mainstream medijih absolutno očitno, da mu hočejo zmanjšati relevantnost, ker kar naprej ponavljajo vplivne s kriminalno preteklostjo. Čeprav menda njegovi sledilci pač to, kar se mu v življenju dogajalo, kar je v življenju počel, vedo. Ampak mislim, da je to, kar mainstream mediji počnejo in kar politična kasta skozi mainstream medije poskuša početi, da se ga okarakterizira kot nekega kriminalca, samo pomaga njegovemu imidžu, ker on kaže imidž upornika proti nekemu sistemu in večje, kot bodo diskreditacije v mainstream mediji glede njegove preteklosti in seveda tudi politična kasta ali pa politični sistem je naredil v zadnjih 4 letih, pa verjetno še prej veliko stvari narobe, pa se o tem ne razpravlja. Zdaj najbolj pomembno je, kakšna so bila njegova kazniva dejanja in njegova kakršnakoli kriminalna preteklost. V drugih se pa ne bi pogovarjali. To samo krepi njegov imidž in on je sigurno eden izmed pomembnih členov tega preobrata socialnih medijev. To mislite med mladimi ali tudi med starejšimi? Jaz mislim, da povsod, predvsem pa med mladimi, da. Tukaj bi mogoče sam to dodal, da se tukaj z Matejem zelo strinjam. Težko je zdaj metati kamen v Repiča, ne pridi prava, če imamo na drugi strani oddajo Tarča, ki je zapovrstil v nekem serialu tolkla po uradnikih in politikih, pa smo uspeli zdaj tako fajn umakniti, kako si naj medij potem zgradi neko kredibilnost, če samo v bistvu počne takšne stvari. Tako da mislim, da družba to zelo dobro vidi. Drugače vidi, drugače to pronica do nje čez več kanalov, kot včasih. In mediji bojo mogli resnično nekaj narediti, da bojo postali spet relevantni oziroma da se bojo spostavili temu prostoru. Jaz mislim, da je funkcija nacionalne televizije RTV zelo pomembna, ampak uravnotežena. Taka, ko omogoča 2 glasova, če pride do soočenja nekih mnenj, da sta vedno 2 iz iste politične opcije. To zdaj opažamo vedno pri političnih komentatorjih. Kar je zelo narobe, ker to soočanje mnenj je vedno dajalo kredibilnost medijev.
Da je medij znal v bistvu soočiti eno in drugo stran, dva različna mnenja, dva polja, ki sta se pol v bistvu in je bil gledalec tisti, ki je zaradi tega vedel, vse so mi dali na mizo vse karte. Ampak je nenavadno, da jim je to normalno. No. Jaz bi recimo si mislila, da vendarle je treba obe plati, pokazati. Vi ste dolg časa v slovenskem medijskem prostoru, pa morda vi lahko poveste, so se vam zdele uredniške politike medijev neodvisne od interesnih združenj, ki so bili za temi mediji? Ne, niso. Se ste vi odgovorili, se vi verjetno bolj natančno lahko odgovorite na to vprašanje. Kar se tiče pa RTV... Vsaj ta videz, da sta bila dva uravnovešena gosta. Ja, ta videz, ampak kar se tiče recimo RTV-ja, se jaz absolutno ne strinjam zaradi tega, ker mi smo 35 let poskušamo depolitizirati RTV. RTV se po sami definiciji ne da depolitizirati, ker je pod vplivom politike, ne. In to, kar je Einstein rekel, poskušati iste stvari in pričakovati drugačen rezultat je norost. In še en poizkus tega enostavno pač ne gre. Treba je reformirati in treba je narediti nekaj drugega iz tega medija. Problem, ki nastane v Sloveniji, če imamo lahko debato, je v tem, da ni oglaševalskega denarja v tem majhnem tržnem prostoru z 2 milijonama prebivalcev. In edini nacionalni medij, tisti, ki ga vsi financiramo, ki bi mogel upravljati funkcijo. Vsi ostali mediji, mi tukaj zdaj nimamo Coca-Cola pa Radenske, pa še nekaj sponzorja, in je to zame pač problem. Osebno, jaz bi rad videl tukaj veliko oglaševalcev, zato da bi lahko vsak medij dokazoval svojo neodvisnost. Neodvisnost od drugega kapitala. Mediji so vedno živeli ne od tega, da jih je nekdo financiral, da so bili njihove trobilo, ampak tega, ker so za to kakovostno vsebino stali kakovostni oglaševalci. Te so nam pa na Hrvaško pobegnili, by the way. No, mislim, v medijih, tudi na nacionalki vidimo oglase, od Ministrstva za kohezijo, kupili smo, gasilske letala in tako naprej. Tako da se vidi, da se skuša financirati, politika skuša financirati pač RTV, zato da bi pač ustrezna uredniška politika bila. Gospod Rigelnik, ker ste prej omenili, da v bistvu se dogajalo v zadnjih letih, desetletjih marsikaj umazanega v Sloveniji in da mediji niso poročali o tem. Bom zdaj kot eno anekdoto povedala, da smo se pred časom dobile 4 novinarke, 3 smo časopisno hišo Delo zapustile, 1 je pa še tam. In ta kolegica je razlagala, da je ogorčena, ker slovenski mediji niso pisali nič, na primer, o tem, kar je razkrila Tarča, da bi pač nadaljevali zgodbo ali karkoli, o gospodu Jankoviću, ki je pač vplival na to, da sta Energetika Ljubljana in mislim, da Voka dali, po 600 ali 600 tisoč evrov sponzorstva za nogometni klub Olimpija, kjer igra pač vnuk od gospoda župana in ker gospod župan ni bil zadovoljen z tem, da je trener puščal na klopi njegovega vnuka preveč, je tudi gospod Riera mogel iti. Kar hočem povedati je, da se mi zdi grozno, da novinarji, ki ne smejo poročati o tem, pravijo, da je grozno, ampak nišče nič ne naredi. Ampak jaz mislim, da če se osredotočimo še na eno zadevo, tudi če pogledate recimo javnomnenjske ankete, verjetno se bomo v našem pogovoru dotaknili še tega momenta. Tudi agencije, ki spremljajo javno mnenje, tako zvano javno mnenje v Sloveniji, so pod močnim vplivom določenih struktur. Jaz sem prepričan, da časopisna hiša, ki ste jo omenili, Delo, ne verjame lastnim, oziroma novinarji, ki delajo za to časopisno hišo, ne verjamejo anketam, ki jih ta časopisna hiša objavlja. Jaz mislim, da je to še bolj perverzno, kot ste rekli, ker enostavno vidijo, kako se to javno mnenje oziroma prikazovanje javnega mnenja in posledično ustvarjanje javnega mnenja kreira v ozadju in zato je popolnoma nelegitimno že na ravni strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo, kaj šele z vidika neke javne podobe. Čeprav strokovnjaki, ki delajo te javnomnenjske ankete, poudarjajo, da so strokovnjaki, recimo Mediana, da je članica združenja ESOMAR, ki na nek način zagotavlja tudi, da so profesionalci in tako naprej. In tudi Valikon, ki... Ampak, če smo rekli, da nismo imeli te veje oblasti, 4. veje, kot se je rekel, razvite v Sloveniji do dovoljšne mere in je to posledično pripeljalo do nekih neoptimalnih političnih in gospodarskih ukrepov, so pomembno vlogo
v tej igri igrale tudi javnomnenjske oziroma agencije, ki spremljajo javno mnenje. Ne? Tega ne smemo pozabiti. So krivi za to, kjer so tudi te agencije. Jaz ne verjamem, da to odraža kakršnokoli javno mnenje v Sloveniji. In to se je pokazalo tudi recimo pri zadnjem referendumu o tistih o dodatkih za kulturnike in tako naprej. Sem se treba zavedati, da trg ni velik, so relativno monopolne, ne? Kakorkoli obračamo. Vprašanje, kako revidirane, ne? Ker tudi jaz mislim, da bi mogli biti tega, jaz ne poznam nobene neodvisne revizijske družbe, se načeloma v tujini so lahko tudi te raziskave revidirane, vsake toliko časa. Sploh, če imajo tak vpliv na javno mnenje, kakor ga imajo. Gospod Rigelnik, vi ste zapisali na X-u, da so ankete podaljšek politične kaste. Se pravi, točno to da mislim. Politika narekuje... Tako, ne da je zdaj predsednik vlade kliče pa pove, kje mora biti Svoboda, pa kje mora biti SDS, ampak da se posredno izvaja vpliv in pritisk na te agencije, da poročajo tisto, kar je trenutni politični opciji oportuno. Kar je za politično opcijo oportuno. To sem trdno prepričan. Jaz ne verjamem v strokovnost merjenja javnega mnenja v Sloveniji. Absolutno ne. No, ko smo mi delali eno anketo, v kateri je sodelovalo več kot 4000 ljudi in ki je strokovnjak za statistiko in umetno inteligenco uravnoteževal po ne vem kakšnih formulah, so se vsi te strokovnjaki so bili zelo kritični, ne, da to pač naša anketa ni strokovna, da njihove ankete so strokovne. Tako da bomo videli... sej, ampak na koncu bo pokazatelj tega, ne, in upam, da se bo potem ustvaril nek javni diskurs v Sloveniji. 22. marca bomo preverili rezultate, pa enkrat za vselej poslali to, kar imamo na smetišče zgodovine. Vprašljiva je tudi metodologija, ne? Mislim točno kako se mi zdi, da se en ta vzorc je mejhan, pa če je vzorc na telefonski žici oziroma na fiksni številki, ima spet svoje lastnosti, ne? Tako da tukaj se mi zdi, da mogoče te raziskovalne agencije niso čisto ujele koraka, pa da bi mogoče še kaj drugega lahko zraven upletle, ne? Ampak pustimo, ne? Če je sploh potrebno to, ne, Matej? če ni to tako, ne? Čez prst pa mogoče. Je pa dejstvo, da po mojem določenega vzorca kakšne stranke, tako kot je resnica ali pa kaj drugega, težko zajamejo tam, ker tam se mi zdi, da bodo te mladi bolj na vlak skočili. No, gospod Stevanovič je rekel, da njegova stranka ni zajeta oziroma je v anketah ne odgovarjajo da bojo volili za njo, pač te ljudje, ki jih anketarji targetirajo. Jaz ne vem, res zbirajo, koga bojo naslovili z vprašanji. Gospod Pleško, hotela sem vas vprašati, pred evropskimi volitvami sem bila presenečena, kako ljudje ne vedo v bistvu nič, čeprav hodijo na volitve. V nekem kozmetičnem salonu sem poslušala neke dame, ki so bile ogorčene, ker jim Državna volilna komisija ni poslala na dom tudi povzetka političnih programov strank, pa sem jaz pač rekla, če vas zanima, greste lahko na spletne strani strank in se pač pozanimate. In v bistvu so me debelo gledale. Ljudje, ki jih vi recimo učite uporabe interneta, družbenih omrežij, znajo recimo, da bi kaj pogledali sami. Jaz sploh ne vem, kaj vse učite. Se govori o politični pismenosti, premalo pa po mojem mnenju o kompetenci digitalnega državljanstva, kako pravzaprav iskati informacije, na kakšen način, kako preverjati verodostojnost teh informacij, kje sploh dobiti informacije ravno o tej tematiki. In tu niso izziv samo starejši, ampak tudi mlajši. A ne vsi znamo scrollati, ne pa v bistvu dejansko iskati neke informacije, ki bi nam prišle prav pri odločitvi. Je pa tu potem tudi stvar posameznika, kako se sam angažira, in poišče te neke prave informacije, verodostojne informacije. Sploh se pojavam torej umetne inteligence, različnih videovsebin, ki kar silijo v uporabnike, koliko so oni sami zmožni presoditi, ali to je res, ali to ni res. In tukaj se v bistvu vrtimo v nekem pri starejših krogu. Je tukaj da večji problem, ne? Vsekakor, zato ker v bistvu starejši nimajo toliko izkušenj v digitalnem svetu in težko presojajo, ali ta informacija je pravilna ali ni, zato ker oni so navajeni iz prejšnjega režima, da
ko je nekaj, ne vem, v časopisu, ko je nekaj v pismu in podobno, da to je resnično. Oni nimajo tega v ozadju, kako v bistvu tudi deluje splet, na kakšen način deluje splet. Oni nimajo tega znanja in zato je zelo pač pomembna tudi ta medijska in kritična pismenost, kjer mi skušamo opolnomočiti ljudi, da presojajo v bistvu tudi neko verodostojnost in da v bistvu tudi iščejo informacije. Je pa to veliko večji izziv kot pri mladih. Koliko je star povprečen uporabnik vaših izobraževanj? Naših izobraževanj 65+. Kaj recimo najpogosteje sprašujejo? Poleg tega, da se verjetno bojijo, da ne bi pokvarjali telefona. Da ne bi pokvarjali, predvsem je zdaj varnost na spletu, torej različni pojavi tega kibernetskega kriminala. Ravno pač 2 dni nazaj smo dobili od gospe, da je videla zgeneriran video od Jankovića, kjer so bili neki podatki, kjer je v bistvu potem pustila neke telefonsko številko, e-mail in v bistvu je potem dobila zelo hitro nek klic, ampak je potem odreagirala pravilno, blokirala številko in podobno. Ampak to so neke vsakodnevne težave, s katerimi se soočajo starejši, zato ker oni ne vejo, da to ni pravilno, ker še enkrat nimajo oni v ozadju teh rdečih lučk. Enostavno jih nimajo, zato ker nimajo te izkušnje. Zdaj, mladi smo vseeno malce bolj pozorni, nam začnejo delati klikarji, rdeča lučka, ni pravilna pisava, nekaj ne želi prepričati. Medtem ko na starejše dosti vplivajo ta čustva, strah. Če ne boste nekaj naredili, se bo pa zgodilo to. Tudi recimo vpliv z njihovimi bližnjimi in podobno. Zato smo se tudi v Simbiozi, smo v okviru CyberSafe Senior projekta naredili v bistvu e-knjigo 25 najpogostejših prevar, ki se zgodijo starejšim, zato da v bistvu tudi oni prepoznajo to in v bistvu se začnejo izobraževati. In tukaj je zelo ključnega pomena tudi to izobraževanje. Hkrati pa tudi ne znajo prepoznati raznih fotografij, ki so zgenerirane, ali pa videoposnetki. Oni ne vejo, da to ni resnično. In zato je pomembno to ozaveščanje in izobraževanje. Tudi mladih. Je pa tudi pri mladih. Je to isti problem, ker oni pa že medijsko živijo v bistvu drugem medijskem svetu. Tako da mi imamo 11-letnika, ki je rekel, da je največji problem student debt, torej pač študentski kredit. In ko sem mu razložil, da v Sloveniji pač lahko si izbereš, če si pridem katerokoli fakulteto, je rekel, are they any good? Ali so, mislim, hočem reči, mi bi res mogli začeti vzgajati te volilce, ki se bi mogli zavedati, da v bistvu odločajo o usodi naroda in prav ta mlada generacija se mi zdi, da je zelo pomembna, da se začne zavedati, da v svoji prihodnosti glasuje, tudi na teh naslednjih volitvah. Kaj je problem? Problem je 4. veja oblasti, da so te informacije takšne, kakršne so in da so tudi na internetu takšne, kakršne so. Ja, kakorkoli, ampak vsem nekih ključnih trenutkih pa vsem posežejo najbrž tudi starši po tradicionalnih medijih. Ta kritična presoja, ta osnovna vzgoja, da pač človek ve, kaj je leva politična, kaj je desna, kje so ekstremi teh opcij, da se zaveda tega nekega političnega sveta, bi bila pa nujno v šolskem sistemu. Se mi zdi zelo pomembno. No, zato, da bi do 22. marca kaj naredili, je prepožno. Gospod Mecerol, prebrala sem, da ste zapisali ali rekli, da so v Ameriki družbena omrežja in podcasterji pomagali Trumpu pri mladih volivcih, predvsem naj bi bili sicer to mladi moški, sem šla potem gledati, do zmage, da se zdaj to dogaja tudi pri nas. Pa sem nekaj, da vas bom vprašala oba vaju, a imamo v Sloveniji Trumpa v tem smislu in kdo je? Mislim, ne gre v bistvu za Trumpa, ampak gre za ta fenomen, ki se nam je že prejšnje volitve dogajal. Mislim, jaz sem ga prav posebej opazil, ker se z vplivnostnim marketingom ukvarjam. Ko nek vplivnež, imaš 4.000 sledilcev na koncu volilne kampanje, pa 80.000, potem začne pa vitamine prodajati, pomeni, da je z neko dobro agendo v bistvu naredil neko krivuljo. Tako da jaz mislim, da so pač družbeni mediji in vplivneži zdaj eden večjih faktorjev v tej politični kampanji. Tudi njihovi dosegi, če gledate, da pač nek podcast gleda 100.000 ljudi, lahko na različnih platformah, se mi to vse zdi zelo veliko primerjavi za soočenje.
Se vemo, soočenja zdaj niso imela nekih pretiranih številk, sicer so te številke v špici slišijo dobro, ampak vprašanje pozornosti tega formata, ne. Poleg tega pa podcast daje en čist drugačen, temu reči vibe ali pa občutek, ne. Torej en daljši format, kjer tako ne gre v bistvu za nek intervju, gre malo za pogovor, pa neko izpoved, ni toliko grozno formuliran v nek strog okvir. In iz tega pač včasih te politiki bolj kot v teh soočenjih izpadajo ljudje. In tudi to iščejo mladi ali pa tudi starejši, ne, da vidijo, kdo je persona. In vplivajo na čustva, ne? Tako da tukaj se mi zdi, da je en ključni faktor. Vse pravijo, da je v bistvu na spletu, ne, na družbenih omrežjih, da moraš nagovarjati s čustvi, če hočeš biti učinkovit. Predvsem naj bi bil začetek negativen in čustven, zato da se pač naši možgani, ki se odločajo v sekundi ali dveh, ali bodo nekaj spremljali ali ne, če bomo pozorni na to, kar hočejo povedati v tem videu. Ja, treba jih je vedno prepeljati čez te prve 3 minute, a ne. Torej pomeni, da rabiš hook med, to se je že tudi pri spletnem novinarstvu bilo tako, da so imele večje medijske hiše titularje, to so bili ljudje, ki so v bistvu naslove delali, zato so ljudje pol klikali, a ne. Torej, novinar je napisal članek, ampak nekdo je pa ta članek prilagodil, da je bil pač potem klikabilno pospešen na internetu. Vse to po moji slovenski mediji zelo dobro znajo delati. In tudi zaradi tega, ker so šli v ta ekstrem lovljenja teh klikov, so se v očeh publike razvrednotili, ne. Mi imamo lahko zelo velike mainstream medije, ki probajo loviti nekoga, nekega gledalca z nekim senzacionalnim naslovom, za katerim se ne skriva pa pravzaprav nič, ne. Skratka, nisem mi hoteli odgovoriti, imamo slovenskega Trumpa pri nas, kaj pa vi, gospod Regelnik. Ampak ne govorim toliko o politiki sami, ampak Trumpa v smislu, pridobivanja podpore prek družbenih omrežij podcasterjev. Jaz mislim, da je slovenska desnica, tako zvana slovenska desnica, veliko bolj spretna, vsaj trenutno tako kaže, pri izkoriščanju tega potenciala spletnih medijev oziroma socialnih medijev, tako da bi rekel, če kdo uporablja ta moment, bi rekel, da ga uporablja slovenska desnica bolj kot slovenska levica. Ampak zakaj bi bilo recimo politično pogojeno, kdo je bolj spreten? Jaz tega ne razumem, ker to se kar naprej ponavlja. Zaradi tega, ker se je verjetno slovenska levica v večji meri, glede na zgodovino in glede na vse, kar ste opisali, zanašala na to, da bo še enkrat morda dovolj, če bo informacija prišla iz mainstream medijev, ne. Pa se kot kaže, ni zadostni informacijski vir za to, da bi prepričal volivce. Jaz mislim, da je levica podcenjevala generalno ta moment in se je slovenska desnica z vsemi temi podcasti in vse, kar pač pripravlja in tudi aktivnostmi na socialnih medijih, kjer te, ki so tudi, ki ste jih omenili v penziji, spremljam nas na Facebooku, pridno delijo vse te objave, zato da se doseg poveča. To je velika realnost, ki jo slovenska levica pač ne počne. In jaz mislim, da je veliko podcenjevanje in pozicija moči, ki je slovenska levica imela, ker je tako zaverovana sama vase, pripeljala do tega, da je ta moment veliko bolj izkoristila slovenska desnica. Je pa zanimiv, ker ta aktivacija prej, ne, na ulici, pa s kolesarji pa funkcionirala, ne. Tako da to se je res zamenjalo. Analogna aktivacija je funkcionirala. Kaj so se motivirala? Ne, zdaj število kolesarjev, kakšno pa je bilo število kolesarjev? 100, 200, 300? No, ni jih bilo 30 tisoč. Ja, no, bili so pa glasni po vseh medijih. Ja, no, seveda, se spet vrnemo nazaj. So bili glasni preko večinoma klasičnih medijev. Mainstream medijev. Mogoče se začne kolesariti s pomladjo, ne? In če bo res zmagala desnica, bo spet kolesarji na ulicah. Gospod Pleško, povejte, starejši gledajo podcaste, jih zanima to, ne, ker je rekel gospod Macarol, da tudi starejši. Ker jaz recimo ne gledam podcaste z vplivneži pogovora s politiki, ker se mi zdi, da pač te vplivneži dejansko ne vedo nič, kaj se dogaja in se mi zdi, da ne znajo nič pametnega vprašati. No, in jaz pač ne gledam tega. Ne, zelo malo. Ni to nek medij, ki ga uporabljajo, je pa res, da če dobijo informacijo, če zvejo, da so dodatni neki kanali, pa seveda da ne. Vse so ti podcasti so vse na internetu in potem je čisto odvisno,
na kakšni digitalni pismenosti posameznik je. Vi morate vedeti, da v Sloveniji je še vedno več tisoče starejših, ki nima dostopa do teh digitalnih tehnologij, ki ne uporablja telefonov, ki ne uporablja spleta. Če si samo predstavljamo, kolikrat smo mi danes že prijeli telefon ali pa pogledali na računalnik. No, več tisoče Slovencev v Sloveniji tega ne počne. In je tukaj pač ta veliki izziv. In kar mi nekako si prizadevamo je, da starejši pridobijo vsaj osnovno digitalno pismenost, zato da so vpeti v digitalni svet. Mi moramo vedeti in se zavedati, da veliko starejših izključujemo iz tega digitalnega sveta. Še vedno zelo velik procent. Čeprav smo prepovedali, kakšen procent je uporabnikov na internetu, ampak to, da je on na internetu, ne pomeni, da je on digitalno pismen. In zato bi jaz rekla, niso še uporabniki podcastov, ker jih ne znajo uporabljati. Oni marsikatero aplikacijo, ki jo tudi dobro namerno dajo različna podjetja, državne storitve in podobno, ne znajo uporabljati, zato ker jih nihče ne nauči. In nimamo nekega tega sistema in to je velik izziv. Jaz verjamem, da bi verjetno, če bi bile vsebine primerne za njih, da bi poslušali podcaste, ampak prvo jih je treba naučiti, kako podcaste poslušati. Mi smo, recimo, kje smo mi zdaj, recimo z vsebinami? YouTube, pač nek medij za poslušanje glasbe in podobno. Tukaj smo, Potem bomo v neki točki zagotovo prišli tudi na podcaste, ampak to je proces. Torej mi se z veliko večino uporabnikov učimo pošiljati SMS sporočila. Potem sledi elektronska pošta in potem ste... Sam to želim povedati, kje smo, ker ni... A to so uporabniki iz mest, recimo, da ne znajo maile, SMS-a pošiljati ali recimo... Različno, predvsem veliki izziv je pa v ruralnih okoljih. Zato mi tudi v bistvu z našo Simbioza mobilno enoto, ki je pridelan 8-metrski kombi, hodimo po ruralnih krajih, da res pridemo v okolja, ki nimajo dostopa tudi ne do izobraževanj. Vi morate vedeti, da v Sloveniji imamo veliko mobilnostno revščino. Mi imamo javne promete v mestnih središčih, ampak v lokalnih ne. In tu je že samo problem, da posameznik pride na izobraževanje, a ne v ruralnih okoljih. Mestna središča so dobro pokrita za izobraževanje in imajo starejši možnost, ampak samo malo je treba iti ven iz teh središč, pa vidimo zelo velik izziv. Eno anekdoto bi sam povedal, da moja ta tašča sta začela gledati A-idejo od Klemna Selakoviča, zato ker se je pojavila na neki odlaskovi televiziji. In sta v bistvu tako prišla, da zdaj full podcastov gledata na YouTubeu, ker sta tam videla, da je to na YouTubeu in da obstaja neka taka long forma, 2 ure dolga. In jim je v bistvu zelo všečno, ker je prav ritem, počasna informacija, tudi naivnost izpraševalca je včasih mogoče čisto koristna, zato ker jaz nisem nek splošen uporabnik. Prek te naivnosti se nekdo na drugi strani v opoziciji sprosti, proba nekaj več povedati, nekaj bolj osebnega je pol uri, pa pol, vse veste, bi bila tudi vi zmatrana z vodenjem oddaje, tako da se te stvari pol zamiksajo. In jaz sem tu zdaj od nedavnega pečen podcaster, in moja strategija je, da zelo veliko debatiram, to ni intervju, to je v bistvu neka debata, kjer se jaz odprem zato, da na koncu dobim mogoče 20 sekund nečesa, kar sem iskal. Sej tega ne bo videl vsak ali vsak gledalec, ampak tisti, ki bo pa pozoren, pa ki ga bo zanimalo, bo pa dobil ponavadi zlato. Tako da lahko vse skupaj zgleda slabo, ampak na koncu pa je poanta teh podcastov nekaj. In tisti nekaj je to, kar velikokrat v mainstream medijih ne more novinar dobiti. A obstajajo podatki, kakšen odstotek teh podcastov, ki so 2 uri dolgo in tako naprej, sploh pogledali ljudje do konca? Jaz sem kar presenečen, da je v 2 ur, recimo ura 36 poprečen čas. Ne se, da ljudje pa malo preskakujejo, pa malo eni ugasnejo pri 2 urah, ampak zelo pomembno je to zato, kako se tudi na audio platformah, naprimer na Apple podcastu, na Spotify, ker tisti ljudje res poslušajo, zato ker se sprehajajo, grejo na sprehod, si dajo 6 slušalke in poslušajo. In je tudi ta navezanost na podcasterja večja kot na neko drugo blagovno znamko. Tudi večkrat pol sami avtomatično iščejo kaj novega, kakor v tem linearnem sistemu, kjer nam je nekdo vsaki uri 3-krat na teden dal neko informacijo. Naprimer.
Gospod Rigelnik, vi znate pošiljati SMS-e, znate uporabljati internet in tudi družbeno mrežo. Hvala. Ne, hvala, pač vidimo, kaj počnete. Objavili ste, da ne boste šli na volitve na X-u, ker vam gre na živce, da vas potiskajo v levi in desni kot. Ste še vedno pri tej odločitvi ali ste se morda premislili? In kaj vas moti v kotu pravzaprav? Ja, moti me, v tem umazanem kotu me moti to, da smo priča neki kvazi ideološki bitki slovenske levice in slovenske desnice, ki po mojem na nek zelo nenaraven način poskuša polarizirati ta prostor. Vsebinsko pa ni toliko velikih razlik med njimi, razen da so drugi obrazi in tako naprej. Če boste pogledali tudi neko zgodovinsko ozadje ljudi, ki so tako na eni kot na drugi strani, boste hitro ugotovili, da so vsaj posredno bili udeleženi tudi v preteklem sistemu. In to me blazno moti, zaradi tega, ker se mi v Sloveniji ne pogovarjamo o dejanski svobodi posameznika, se ne pogovarjamo o tem, da smo trenutno ujeti v nek državno-birokratski sistem, kjer se svoboda omejuje ali pa vedno bolj omejuje, na drugi strani pa tudi v ekonomskem smislu z vsemi temi dolgovi in vse, kar pač počnemo, lezemo v neko past, ki nas lahko potencialno dolgoročno tudi zasužni. Dolg se vedno veča in tako naprej. Tako da to je glavni razlog. Se pravi, slovenski politiki vedno znova obljubljajo dober seks in dober orgazem, ampak na koncu se vedno izkaže, da je ta orgazem v smislu ne več svobode, ampak vedno več omejitev. In zato sem zelo skeptičen, ker nekega temeljitega premisleka v slovenski politiki, kaj bi zares spremenili s to državo, tako kot je morda bil z mlado ekonomisti v leta 2007 ali pa 2005, ko je bila neka ideja mladih ljudi, da res spremenijo sistem, so te takrat odkorakali in tega z izjemo mogoče enega kandidata pravzaprav ne vidim in zato sem se odločil, da ne bom šel na volitve. Čeprav je to slabo, ker to potem v bistvu ne vplivate na to, kako bo recimo živela vaša potomka. Ampak je pomembno tudi to, če z vdajami, kot je vaša, poskušamo pokazati, da je slovenska demokracija neko zatohlo truplo in da je potreben nov premislek in s tem spodbudimo ljudi, da razmišljajo, ne v smislu branja časopisne hiše Delo, RTV-ja in tako naprej, ampak da resno razmislijo, kaj se želijo kot svojo prihodnost in državo in kako naj ta država zgleda, potem je to več, kot lahko naredim, če grem na volitve in oddam križec. Vseeno vztrajam pri tem, da ni prav. Lahko vabili smo vas že, da pridete k nam, ampak da ne greste voliti, pa nimate moje podpore pri tej odločitvi. Kaj pa vidva? Gospa Pleško, boste šla vi voliti ali vas tudi moti to zatohlost slovenske demokracije ali menite, da svetijo rože? Mislim, jaz bom definitivno šla voliti, ker se mi zdi prav, da izkoristim to državljansko pravico in menim, da bi jo mogli vsi državljani, ne glede na to, koliko so stari, zato ker pač imamo to pravico in je prav, da jo v bistvu tudi izrazimo. Ne? Pa se strinjate z gospodom Rigelnikom, ki pravi, da se nas potiska v levi in desni kot, da v bistvu ni druge možnosti, kao vidite izbiro, da lahko mogoče kdo, ne vem, na sredini. Jaz nisem govorila, da vidim izbiro, jaz sem samo pač rekla, da bom šla na volitve, tako da zdaj, kaj pa bo, pa bomo videli 22. marca. Ste pa že odločeni, koga boste volili? Se pravi, vi ste med temi deležem. Na katera lahko vplivajo te objavljene posnetke. Ja, mislim, tudi tu je spet, tako kot sem že prej pač povedala, angažma posameznika, koliko je v bistvu pripravljen tudi vložiti v samo raziskovanje. Zdaj eno so soočanja, eno so neki podcasti, eno so neke objave na družbenih omrežjih, potem je pa na posamezniku, koliko se on pripravljen angažirati, prebrati dejansko na spletnih straneh programe, iti skozi itd. To je potem na posamezniku, koliko se ozavesti. Pa lahko recimo vpliva to, kar je rekel gospod Rigelnik, pač vi ste med tistimi, ki so neodločeni, lahko vplivajo te posnetke, ki razkrivajo, kaj se dogaja v ozadju slovenske politike na vašo odločitev, ali ste pač, ker jaz včasih rečem, da... Ali ste že prej vedeli, da se to dogaja? Ne, jaz včasih rečem, da imamo v bistvu, da je politika postala religija, tako, verniki na levi in desni, ki se jih ne da premakniti. Bojo vplivali te posnetke, to, kar je rekel Rigelnik na vas, ali ne?
Jaz bom predvsem izhajala z tega, da pridobim čim več informacij in se bom na podlagi informacij dejansko potem odločila. O programih ali? Ja, seveda o programih, o delovanju, o stvarih, ki bom izbrskala v bistvu iz nekih teh virov. In informacij bom pa vsekakor pogledala tudi iz več zornih kotov, že malo tudi iz tega, ker pač nekako poučujemo tudi to digitalno državljanstvo, kritično mišljenje, medijsko pismenost in podobno, tako da se mi zdi prav, da v bistvu tudi sama pogledam iz več različnih kotov, iz več različnih kanalov in podobno. No. Jaz imam problem, ker je bilo ful neke negativne kampanje tokrat, res negativne. Tudi plakati, ki so, se mi zdi, da niso razen ta volim te, bom rekel, na nek način narobe razumljeno, pravilno razumljeno. Zelo je veliko te negativne kampanje, tudi na Vzeli vam bo božičnica, ne vem, kaj sem videl en dan. Tako da ja, jaz bom šel na volitve, bom volil, informiram se tako, da zdaj fizično s temi politiki sedim v prostoru 2 ure in jih gledam in probam razumeti ali pa začutiti človeka na drugi strani, kar imam pač ful privilegij, ampak da bi pa točno vedel, kjer se ima 2 kandidata oziroma 2 favoritke stranki, ampak nisem pa še čisto prepričan. Ponovila še za vas vprašanje, kako gospod Pleško lahko vpliva na vašo odločitev, koga boste volili, to, kar se zdaj dogaja, kar prihaja na dan? Mislim, v bistvu po moje niti ne, tudi če bo prihajali iz desne ali pa iz leve, jaz bom pač bolj na desno volil, pač to bom priznal, zato, ker sem pač celo življenje na svojih nogah in sem ustojen in želim, da ta vsaj nekaj podjetniškega duha pa se ostane v tej Sloveniji, pa v naslednjih letih nas podimo še te malo preostalih tujih korporacij iz te države, no? Ker mi imamo problem, ko greš na Slovaško, vidiš 70% več različnih logotipov na veleblagovnicah, kot v Sloveniji. Ne? Nam so že te verige so nam pobegnile ven. Že veleblagovnic sploh nimamo več, ne? Hočem reči, te blagovne znamke, ki so v neki Slovaški, ki po BDP-ju še ni tam, ne? Je sicer nekoliko večji trg, ne? In tam so prisotne, za Slovenijo ne vidijo tega smisla. Ne? In to so kar eni taki veliki alarmi, ki se mi zdi, da jih moramo, zato pač bi si želel, da gre davčno bolj spodbudna politika v naslednjih 4 letih in bom tudi tako glasoval. Me pa omanjko ideja, ne, sploh uvida v prihodnost, to pa imam problem, zato ker prihaja res val, da s to umetno inteligenco ven vlečem, pa je noben ne vlečem, ampak mi, tisti, ki smo vsak dan konstantno v temu, vemo, da smo že padli z tega vala dol in se že vrtimo obobno. Eni se sploh ne zavedajo, koliko resne spremembe bo v naslednjih 4 letih. In politika se tega ne zaveda in zato bi pač rad politiko, tudi če je trda, taka, ki se bo znala hitro obračati. Ker trenutna politika se mi zdi, da kljub temi svojimi večinskim deležom v parlamentu oziroma zelo dobrim rezultatom, ni naredila nekih, vsaj teh prebojev. Poleg tega pa stabilna davčna politika za naslednjih 20 let, ker drugačno bo noben ostal pri nas. Ker ste omenili manjko idej, ne? Kako vi vidite vlogo gospoda Milana Kučana? Tako rekoč skače iz vsakega časopisa, zdaj je začel snemati tudi video s podporo, pojavlja se na strankarskih srečanjih. Koga lahko v bistvu nagovarjaš z Milanom Kučanom? Na TikToku nobenega. Mislim, to pač ne vem, kaj delajo, mislim, svoboda, ker se komunikacijsko tiče, določene stvari so zgrešene, ne, on lahko nagovarja, vsak vplivnež, lahko nagovarja v bistvu svojo demografsko skupino, ne. Jaz lahko -7 pa +7 recimo ljudi nagovarjam, ne morem mlajših nagovarjati, ne. In tudi on se je na mediju, kjer so ljudje do 30 leta znašel na TikToku, se mi zdi, da pač to neka logika. No, ker se govori tudi, jaz sem gledala, mislim, da je 2 posnetka, ne gremo ta format, ne, gospodu Kučanu, se mi je zdelo, da se nekako ni znašel, ne vem, gospod Rigelnik. Mislim, da je zelo politično neoportuno, kar počne slovenska levica s tem poizkusom. In mislim, da to še enkrat kaže, da ne razume nove realnosti slovenske medijske scene. To je še en dokaz več.
No, jaz lahko povem, sem brala zadnjič en intervju z gospodom Kučanom in sem potem rekla hčerki, ki je stara 25 let, naj prebere, ker me je zanimalo, kako bo komentirala, kaj govori. In nje recimo ne zanima, kaj govori gospod Milan Kučan. Tako da mi je zanimivo, zakaj ga še skozi vlečajo posod od posodno. Ja, ker je verjetno to zadnji poizkus v nekem brezupni situaciji, ker verjamem, da tudi oni sami spremljajo, so javne ankete za neko javnost javnomnenjske ankete za javnost in so javnomnenjske ankete, ki jih stranke uporabljajo za to, da dejansko analizirajo stanje in verjetno je diskrepanca med njimi velika in v luči tega se morda angažira še njegova soproga. V kakšni kuharski oddaji. Še eno vprašanje bi imela, gospod Macarol. Govori se, da družbena omrežja povečujejo razdeljenost slovenske družbe in vplivajo pač na razdeljenost politike. Se strinjate vi s tem? Mislim, samo ojačeval so, pač one samo volume up, pač do več ljudi pride, ne. Polarizira predvsem politika in politika mora najti, mislim, da smo v tej neki situaciji, ki je ključna, da najdemo pač ta nek ekonomski program, ki bi ga ne glede na politično opcijo, ki pa zagotavlja socialno državo, pa vse ostalo, kar sledi v spodaj, vse to, kar do zdaj imamo. Tukaj se mi zdi, da je potrebna neka velika koalicija, ali pa bi mogla biti možna. Ker vsem smo tukaj in smo majhni in smo na prepihu in če kdo pogleda, kako so se te meje spreminjale skozi stoletja, je čudež teh zadnjih 30 plus let, da smo obstali v tej poziciji tukaj in da smo v teh časih. Časi se pa spreminjajo. In samo narod z močno ekonomijo, tudi svojo organizirano vojsko, mi imamo vojakov manj, kot ima RTV zaposlenih, teh bojno sposobnih za NATO. Tako da treba se teh stvari začeti zavedati. Ima RTV preveč zaposlenih ali kako? Kaj ste hočeli povedati? Glede na trenutne medijske trende, absolutno preveč. Je pa pravim, pa tukaj pa mogoče z Matejem ne strinjava. Meni se zdi, da nacionalna televizija v tako majhnem prostoru, kjer težko neodvisni mediji živijo, ker ni tega volumna 10, 20, 30 milijonov gledalcev, za katerega bi bili zainteresirani oglaševalci, se mi zdi, da je pomemben postulat in da bi mogel dobro funkcionirati. Kakorkoli bi ga to naredili, tako kot BBC razpustili vsake 2 leti ali vodstva zamenjali uredništva, ne vem. Ampak zdi se mi prav, da bi to pač dobro funkcioniralo. Ampak mene vsem čudi to, kar ste rekli, ta izjava, da je ta prostor polariziran. Sej politika po sami definiciji deluje na polarizaciji. Težko politika deluje, če ne najde svojega sovražnika, se pravi levi pol v Janezu Janši, desni pol verjetno zdaj v Robertu Golobu, Milanu Kučanu in podobnih. To je temelj grajenja politične baze in baze političnih glasov. Tako da meni se ne zdi, da je ta diskurs kaj posebej ekstremen. Svoboda govora ne pomeni, da so stvari prepovedane, svoboda govora pomeni, da vsak lahko izrazi tisto, kar misli, da je prav. In jaz mislim, da je v Sloveniji večji problem kot to, da je polarizacija, je v tem, da mi poskušamo tako ali drugače omejevati svobodo govora. Včeraj sem prebral nek post o tega inštituta 8. marec, kako so napisali nek grafit in tam eno grdo besedo zraven. Ja, mislim, če zdaj ta grda beseda temeljni problem slovenske predvolilne kampanje, potem je to res groza. Jaz mislim, da bi se ta prostor moral bolj sprostiti, morali bi več ljudi dobiti besedo in se v njem diskutirati, ne eni in isti obrazi, in pa predvsem, da svoboda govora pomeni, da vsak pove tisto, kar misli, ne pa, da je omejen s temi in drugačnimi pravilniki in uradi za preprečevanje sovražnega govora in ne vem kaj. To je največja groza. Gospod Macarol, mogoče še komentar na to, da je Gibanje Svoboda omejilo komentiranje profila na Instagramu in gospod Golob tudi. Kaj to kaže? Mislim, to da kaže ne želijo kaže na to, da pač če v sobi polni smeti prižgeš luč, so smetine. Enostavno pač se mi zdi, da je to ogledalo, ki ga nastavlja, tudi, bom rekel, ne pridi prav s tisto anketo, pa pol s temi komentarji, ko so umaknili to anketo, zgodila iz neke jeze, ker je pač to šlo iz interneta.
to je pač v social media managementu mi pravimo temu zelo nesmotrno, to se ponovadi ignorira, ker ta izbris ali pa umik teh komentarjev povzroči pač še drugi val, in se potem to vleče kot nek dolgi rep. Tudi jaz, kadar dobim nek negativen komentar, če je res pač tak, da je res neprimeren, pa da ni ga, ampak to je eden izmed tisočih neprimernih, ki se ga umakne ali pa skrije. Tako da to je pa spet komunikacijska, nezrelost ali pa nepoznavanje dinamike pač, družbenih omrežij. Mogoče tudi ta aretacija gospoda Aleksandra Repiča je v bistvu bila na nek način za njega v bistvu na nek način koristna. Ja. Ker jaz nisem slišala zanj do takrat. Veste, zdaj on več ne rab 10 kanalov na družbenih omrežjih, rab v bistvu napisati nekaj, sprintati, dati v kuverto, znamko gor in poslati in bojo vsi mainstream mediji to objavili. V bistvu ta situacija mu je dala v bistvu megafona, še na tradicionalnih medijih. In to se neki komunikatorji v teh agencijah ali pa strankah enostavno morajo začeti zavedati. Na internet je druga žival, kot je klasičen medijski svet. In nanj se ne da vplivati s klici urednikom. Težje, ja. Veliko težje. Gospod Rigelnik, mogoče bi za konec dala vam še besedo. Vi ste težki par milijonov evrov. V enem od svojih nastopov za časnik Finance ste povedali pred leti, da vaš osebni portfelj znaša okrog 3 milijone, glede na gibanja cen na Ljubljanski borzi. Ja. In da je glavnina vašega portfelja Luka Koper, ki je šla bolj gor kot povprečje trga. Tako. Imate zdaj, 6 milijonov ali več. Skratka, kaj je vprašanje, če imam 6 milijonov? Koliko imate? Potem pa nadaljujem. Ne, kar se tiče, jaz sem za časnik Finance objavil tudi celotno strukturo svojega portfelja. Moj pretežni del portfelja so slovenske naložbe, NLB, Krka, Luka Koper in tako naprej. Jaz verjamem že vrsto let v slovenske naložbe, ker ne glede na to, da se soočamo s to polarizacijo in vsem tem bedastim političnim diskurzom, imamo dobra podjetja, jaz verjamem v ta podjetja, verjamem tudi v management, ki je v teh podjetjih in zato investiram svoj denar v večini v slovenska podjetja. Tako da vrednost se je glede na to, kar sem objavil 2 leti nazaj v Financah povečala. Nisem pa veliko zapravil, tako da kup je večji. Vsaj podvojila se je. Nisem vas vprašala brez veze to. Na enem od soočenj je namreč gospod premier, ko je govoril o dosežkih svoje vlade, dejal tudi to, da so se vrednosti delnic na Ljubljanski borzi povečale. Se strinjate z njim, da je to posledica njegove dobre gospodarske politike? Da so se cene delnic na Ljubljanski borzi dvignile, je gotovo dejstvo. To lahko preveri vsak, ki odpre spletno stran Ljubljanske borze. A je to zdaj posledica politik vlade? Verjetno si vsak vladar, ki ima na koncu mandata v nekem ekonomskem smislu bolj malo za pokazati, išče neke argumente, zakaj je bila ta vlada vendarle uspešna. In verjetno je to eden izmed razlogov, zakaj je to uporabil. Močno dvomim pa, da je vlada tako pozitivno vplivala na razvoj slovenskega kapitalskega trga, da bi si lahko oni pripisali to kot zaslugo. Naj pa povem eno stvar. V Sloveniji smo premalokrat pri sebi kritični glede naše presoje politike. Ta leva vlada ni naredila vsega slabo. In če ste omenili, in glede na to, da ste omenili slovenski kapitalski trg, vlada je in Ministrstvo za finance je uvedlo individualne naložbene račune, kar je korak v pravo smer. Vlada je izdala ljudsko obveznico, kar je korak v pravo smer. Se pravi, je treba ločiti zrno od plevela in tiste stvari, ki so bile dobro narejene, bog ne daj z novo vlado uničiti in postaviti popolnoma na nove temelje, ampak s tem nadaljevati. In tega je tudi v slovenskem političnem diskurzu premalo, ker smo ideološko tako močno zaslepljeni, da nismo v stanju prepoznati tistega, kar je bilo dobro. Bodi si prej z Janševo vlado v smislu obdavčitve dela ali pa bodi si z vlado Roberta Goloba v smislu individualnih naložbenih računov in ljudske obveznice. No, moje mnenje sicer je, da je bila ta vlada preveč razdelitveno naravnana. Mislim, da bi to njen precejšen problem. Pa bi tukaj omenila, kar je opozoril gospod Mojmir Mrak v intervjuju za Finance. Dr. Mrak je rekel, je opozoril, ne vem, če ste videli, mogoče ste vi videli,
kaj pravi Mednarodni denarni sklad glede Slovenije? Ja, slovenska oziroma politika slovenske vlade v zadnjih 4 letih je bila zelo v tem državnem smislu zelo ekspanzivno naravnana, se pravi fiskalno je porabila veliko denarja, povečevali so se davki, ampak povečevali so se tudi izdatki, tako da na koncu imamo javni dolg, ki je večji v absolutnem smislu, v relativno sicer manjši, ampak generalno je ta vlada bila, in vaša ocena je popolnoma pravilna, preveč razdelitveno naravnana, dala je vsem deležnikom in kar je največji problem, ki ga jaz vidim, ne? S tem, ker smo močno subvencionirali, zdaj pokojnine v zadnjem času, ne? Tu ni neka koherentna politika do mladih, ki so v tej državi, ampak gre v bistvu za medgeneracijski razdor. Ker s tem, ko smo dali starejšim, mladi pa se soočajo z problematiko, recimo stanovanjsko, krediti in tako naprej, je ta razdor med Slovenci še povečala, ne? In to je po mojem glavni problem te vlade, ne? Da je bila prvič razdelitveno naravnana, da so trošili veliko več, kot smo z davki pobrali, in da je ustvarila še ta razkorak med starejšo in mlajšo populacijo. In zato verjamem, da se bo na teh volitvah, če se dotaknemo še tega, kar smo na začetku začeli, število mladih, ki se bo udeležilo in procent mladih, ki se bo udeležil volitve, se bo glede na zadnje volitve po mojem drastično povečal. No, ne povem, 13% je bil, bomo videli. Pa večji javni sektor, ne? 20 zaposlenih na dan, kako je že neka kalkulacija. Ja, to so imela debato z gospodom Mescem že na Tarči takrat, ja. Mi brez kakršnih koli kriterijev zaposlujemo v javnem sektorju, v javnem upravi vedno večje število ljudi in delež javnega sektorja v celotnem gospodarski ustroju Slovenije je vedno večji, ne. In ob digitalizaciji. Ob digitalizaciji. Zakaj Slovenija, to se z Janom jaz popolnoma strinjam, zakaj Slovenija ne skoči na vlak umetne inteligence? Smo dovolj majhna država, da bi vse te procese zautomatizirali, tako kot zdaj poskuša Švedska in tako naprej. Mi se zatekamo v stare poslovne modele in to je na koncu ljudi pripeljalo tudi do tega, da večji davki in za vse te večje davke nismo dobili boljših javnih storitev. In to je na koncu tisti ekonomski razlog. Ne rečem, da je najpomembnejši razlog, ampak tisti ekonomski razlog, ki bo pretehtal to tehtnico v smislu levo-desno, v tako imenovano desno smer. Ne verjamem, da bo prinesla revolucijo v smislu ekonomske blaginje ali karkoli, ampak ne glede na to, vsaj v ideološkem smislu je desna. Deindustrializacija, ne, pa v bistvu trgovina, ne, ki nič ne proizvaja. Ne. Tako, imamo malo posebno ekonomijo, no, tako da če tako dolgoročno gledaš, ne, moramo res en kompas dobiti, kam hočemo iti, stabilno davčno politiko, pomeni, da kot neko ustavno davčno sidro, da se ve, da investitor ve. Veste, ker zdaj je res težko nekoga pripeljati, ker ne veš, ali se bo davkodobička zvišal, ali se bo znižal. To je v nekih državah fiksno tudi po 20-30 let. Ne. Ampak jasno pa je, da je slovenski davkoplačevalski denar zapravljala tako slovenska desnica, kot ga je slovenska levica. Tukaj razlike med tema dvema poloma praktično ni. Če pogledate prejšnjo vlado in povečanje zadolžitev prejšnje vlade, ni. In zato je ta, ko ste me vprašali, zakaj ne bom šel na volitve, ker mi moramo narediti ta preskok, te levo-desne delitve. Mi moramo pogledati, kaj so tiste pragmatične rešitve, s katerimi se lahko strinjamo in ki bodo pozitivno vplivali na slovenski razvoj. Ne pa, kdo je bil kje leta 45 ali pa 91. To mene absolutno ne zanima več. No, ker ste omenili, da so imeli pravo vizijo razvoja mladi ekonomisti, mislim, da je eden od njih blizu ene od strank. Ste si pogledali mogoče, da bi se morebiti premislili, da mogoče pa kakšna stranka vendarle ima kakšen tak program, ki bi vas prepričal, da imajo? Mislim, Igor Masten je sigurno, oziroma jaz bom povedal drugače, jaz sem velike upe takrat še 20 let mlajši polagal takrat mlade ekonomiste, verjetno zaradi tega, ker sem bil mlajši in druga stvar, ker sem nasplošno bolj libertarno ali pa svobodomiselno usmerjen. Sem verjel, da bo takrat desna vlada, ker je bila takrat desna, tako zvana desna vlada na oblasti, v stanju narediti korenite spremembe, ki pa so po relativno kratkem času izostale. Kar jaz vidim kot temeljni problem, Igor Masten je odličen strokovnjak in če bi bil minister za finance, bi bil odličen minister za finance, ampak temeljni problem, ki ga jaz vidim, da izven Igorja Mastena ni strukture, ki bo podprla to, da se ta država transformira v to smer. Ker največji paradoks te zgodbe je, da ljudje mislijo, če vidijo tam enega voditelja in ta voditelj bo spremenil državo. Vi v Sloveniji rabite verjetno 2000, 3000 ljudi, ki se bo
jutri, takoj po volitvah, lotili spremembo slovenskega političnega in gospodarskega sistema, če bomo želeli neke spremembe čez 2 leti. Če pa bo to samo en človek ali nekaj ljudi, pa pozabite, teh sprememb ne bo. In jaz sem velik pesimist, da bo, ne glede na to, da bo prišlo do politične spremembe, da bo Slovenija uspela te korake narediti. In največji problem, ki ga vidim, je to. Mi smo kar nekaj aktivni tudi v Romuniji. Slovenija je poraženka tranzicije od leta 1991 do leta 2026. Druge države so nas v gospodarski rasti in v drugih faktorjih gospodarskega in družbenega razvoja prehitele. Bomo na tej točki končali. Volitve so torej pred nami. Naj bo vaša odločitev vaju 2, ker gospod Rigelnik pravi, da ne bo šel voliti in me je razočaral, premišljena, odgovorna in v dobro Slovenije. Hvala za pozornost, če ste bili z nami, hvala tudi gostom, da so se odzvali našemu vabilu. Hvala.